Davnega leta 2002 me je poklicala sošolka in rekla: Maja, kaj ko bi mi dve unovčili svoje pridobljeno znanje na FDV-ju in začeli se aktivno udejstvovati. Sem rekla, zakaj pa ne? Seveda sem se takoj priključila mladinski organizaciji v lokalni skupnosti in seveda kaj hitro me je potegnilo na nacionalno raven. Pričela sem se spoznavati s prvim pisanjem projektov na Movitu v sklopu Erasmus Plusa, spoznala tudi, kdo je in kaj je urad za mladino in tako začela pridobivati prve kompetence, iz katere sem se predvsem osredotočila na pisanje projektov, kritično razmišljanje, aktivno državljanstvo in pa seveda pridobivanje komunikacijskih in pa informacijskih kompetenc. Ta prva znanja, ki sem jih pridobila v mladinskem sektorju, sem potem tudi nekako znala unovčiti in jih je tudi prepoznal moj bodoči delodajalec. Tako da sem nekako bila vedno razpeta med mladinskim sektorjem in pa zasebnim sektorjem, ter seveda to znanje med sebojno dopolnjevala in pa nadgrajevala. In nekako, če zdaj nazaj pogledam, dejansko mi je mladinsko delo zelo veliko dalo. Mladinsko delo mi je pokazalo, kaj pomeni biti mladost in norost. In seveda, takrat sem tudi spoznala, kaj pomeni biti pogumen in seveda tudi, kaj pomeni mladinsko delo zase in za celotno skupnost. Tako da nekako mladinsko delo prinaša zelo dobre učinke, je neprecenljivo in seveda pomembno je, da so prve izkušnje takšne, ki si jih sami najbolj želimo in takrat, ko začneš enkrat delati in ko enkrat zaštartaš, potem samo steče in se nagrajuješ ter seveda dopolnjuješ.